Lepo pozdravljeni. Tokrat v studiu s podcasta z Evo gostim meni osebno izjemno žensko. Izjemno zato, ker je bila ob meni v tistem obdobju, ko se veste, tiste, ki ste bile noseče, najbolj potrebujemo žensko, ki ti da lahko kakšen nasvet iz prve roke. In zdaj, ker sem na tak način mečkano že napovedala to izjemno žensko, verjamem, da marsikatera ženska ve, kdo je z mano v studiu. Definitivno je to izredna profesorica, dr. Nataša Tul Mandić. Najlepša hvala, da si prišla danes v moj studio. Veseljem, Eva. Nataša, zmenili sva se, da se bova tikali, zato ker, kot rečeno, poznava se iz tistega mojega časa, ko sem bila res zelo, zelo vesela, da sem bila lahko obravnavana pri vas. In ko pomislim na nosečnost in porod, verjetno to večkrat slišiš, je to definitivno bilo najlepše obdobje mojega življenja. Je izjemno posebno obdobje, za nekatere res najlepše, za nekatere pa tudi težko. Tako je, ja. Nekatere nimajo te sreče, da gre nosečnost gladko čez, ne? In tudi o tem se bova danes pogovarjali, ampak jaz bi mogoče današnji pogovor začela nekje drugje, in sicer pri eni temi, o kateri se praktično, se mi zdi, da po eni strani zelo veliko govori, po drugi strani pa morda še vedno premalo, glede na to, da nekatere ženske še vedno ne jemljajo dovolj resno rednih ginekoloških pregledov. Kako je zdaj s tem? Preventivnih pregledov. Preventivnih, tako. Preventiva je izjemno pomembna na splošno življenju. Zakaj bi rinil človeku težave, če mu ni treba? Kar se pa zdravja tiče, pa še toliko bolj. In preventivni pregledi so ravno zato, da ne bi prišli v težave. In zato res, kot si rekla, nerazumljivo, da ljudje ne izkoristijo preventivnih pregledov, ki so jim ponujeni. Preventivne preglede imamo v Sloveniji res dobro organizirane, in sicer že od obdobja novorojenčkov naprej, pa potem šolsko obdobje do vstopa na fakulteto hodijo skozi na preventivne preglede, dijaki, študenti in vsi pač te, ki se šolajo. V času službovanja naj bi nas služba pošiljala na preventivne preglede, čeprav to ni vedno dobro urejeno. In pa potem po 50. letu starosti imamo zdaj preventivne preglede za zgodnje odkrivanje raka dojke, dora, svit za raka na črevesju, in obetajo se še nekateri drugi preventivni programi za raka, ki so za naše zavarovance vsi brezplačni. In je res škoda, da se teh programov ne udeležujejo ljudje, ki so jim namenjeni. Hkrati pa imamo še en zelo pomemben program, in to je program preventivnega varstva žensk skozi celo življenje, oziroma najbolj skozi reproduktivno obdobje, ker to je res nekaj posebnega to obdobje. Začne se pri starosti 20 let, s tem, da lahko hodijo na preventivne preglede že tudi punce že prej, če so spolno aktivne, ampak od 20 do 65 let je pa res, so preventivni pregledi ginekološki redni, zdaj na 3 leta, ob težavah pa seveda bolj pogosti, in je res škoda, da ženske ne pridejo, ker se odkrijejo zametki bolezni ali pa zgodnje faze, ko je zdravljenje bistveno lažje, kot če se odkrije potem že napredovala bolezen s vsemi simptomi in težavami. Zdaj na 3 leta so te preventivni pregledi, a ne? Govoriva seveda o brisu oziroma PAP, kako se reče pravilno? Ja, PAP test. PAP testu. Je 3 leta še vedno takšna doba, da je, bom rekla, dovolj hitro, da se lahko v neki začetni fazi odkrije? Ni to, ker 3 leta si morda kdo misli, pa vseeno 3 leta je kar dolga doba, a ne? Zdaj, to je preventivni program za odkrivanje raka na materničnem vratu, ki se imenuje ZORA. Za preventivo raka na materničnem vratu začnemo skrbeti že prej. In sicer s cepljenjem proti virusu HPV. To je cepljenje, ki je res učinkovito in je namenjeno vsem dekletom in fantom od leta 2021, ki so v 6. razredu osnovne šole. Cepijo se v okviru šolskega programa, preventivnega programa rednih pregledov, starši se morajo s tem strinjati. Dokler so stari 15 let, potrebujejo 2 dozi cepiva, kasneje 3 doze cepiva, ampak
point je to, da cepimo mlade ljudi, preden se srečajo z virusom, zato, ker ko se enkrat srečajo z virusom, se ta virus lahko trajno naseli v njihovem telesu, zato je bolje, da jih cepimo prej, pa preprečimo vstop virusa v telo. Cepimo mladi ljudi pred spolnimi stiki, virus se prenaša s spolnimi stiki namreč, in nekateri začnejo biti spolno aktivni že kar zgodaj. Tako da zato je smiselno jih cepiti v obdobju, ko še niso bili spolno aktivni in ko njihov imunski sistem res na vrhuncu, in to je konec osnovne šole, takrat so res dober čas za jih cepiti. Cepimo, kot sem rekla, fante in punce, in to je že prva preventiva. Potem je preventiva zdrava spolnost, in to imamo mi v šolah res dobro spolno vzgojo, in je zato se to tudi pozna na naši populaciji. Naši mladostniki zelo veliko uporabljajo kontracepcijo, imamo malo nezaželenih najstniških nosečnosti in na tem področju smo zelo v redu. Kar smo pa slabše, je pa na tem preventivnem cepljenju, kjer tudi starši ovirajo, meni iz nejasnih razlogov. Zdaj imamo veliko teh anticepilnih kampanj, žal, ker s tem res riskiramo. In cepljenje varuje pred rakom na materničnem vratu, pred nekaterimi drugimi raki, kot je v grlu, na danki, na penisu pri fantih, in varuje tudi pred genitalnimi bradavicami, ki niso tako zelo nevarne, so pa izjemno neprijetne. In se prenašajo seveda s spolnimi stiki. Zato cepimo zgodaj fante in punce, da to preprečujemo. S tem, da verjetno pri virusu HPV je ravno to, da se človek niti ne zaveda, da to ima. Ja. Torej smo prenašalci naprej, brez da bi vedeli, da ga nosimo v sebi. Ne? Tako je. S stikom se sreča več kot 90% ljudi, ki so spolno aktivni. In ker so mladi najbolj spolno aktivni, zdaj ne pri 12 letih, ampak tam med 18, 20, 30 letom so najbolj spolno aktivni, se ta virus zelo hitro prenaša in noben ne ve, da ga ima, dokler ne izbruhnejo res tiste bradavice, ki so vidne, ali pa dokler ne pride do sprememb na materničnem vratu, ki so pa skrite, ki se jih pa ne vidi, ker so res globoko notri v nožnici. Zato je smiselno, da se cepimo, vsi, tudi starejši, ampak do 26. leta je zdaj cepljenje brezplačno, pri starejših je potrebno cepljenje samoplačniško. In to je prvi preventivni ukrep. Poleg, kot smo rekli, varna spolnost, čim manj spolnih partnerjev, ker vsak spolni partner ti potencialno lahko virus prinese. Noben ne ve, da ga ima, to je res, ne? Večina ljudi, ki se z virusom sreča, virus po naravni poti sami odpravijo, ga premagajo in virus gre z njihovih sluznic, pri nekaterih pa ostane na sluznicah, se vgradi noter v sluznico in se počasi tekom desetletij razvije v raka. In to se lahko zgodi, kot smo rekli, in pri fantih, in pri puncah. Ni pa torej nujno, da vsak, ki se je okužil z virusom, da je potem lahko na koncu takšna diagnoza čez. Večina jih ni. Večina virus premaga. Večina nima težav, tudi če sreča virus. Tudi če sreča najbolj nevarne oblike tega virusa. Nekateri pa imajo to smolo, da pač potem zbolijo in zbolevajo mlade ženske, tam med 35 in 40 do 50 leta starosti. In če ga ne odkrijemo pravočasno teh predrakastih sprememb ali pa raka v zgodnjem stadiju, je ta rak hitro napreduje in je lahko zelo smrten. Na srečo, danes v Sloveniji zelo malo žensk umre zaradi tega raka, ker je dobra preventiva. Umrejo pa tiste ženske, ki ne hodijo na ginekološke preglede. Čeprav včasih se tudi zgodi, da rak tako hitro napreduje, da ga z ginekološkimi pregledi ne odkrijemo pravočasno. To je res. Noben preventivni pregled ni 100%, žal. Seveda, v nobenem primeru. V nobenem primeru. Ampak dejstvo je, da ženske, ki ne hodijo na preglede, imajo veliko večje tveganje, da bojo imele resne posledice zaradi tega virusa. Je pa ta virus v več kot 99% odgovoren za raka na materničnem vratu. In rak na materničnem vratu je zdaj rak, ki je edini rak, ki je prvi rak, ki ga bomo mogoče lahko izkoreninili, ker je pač povzročen z virusom. To ne vemo še, to znanje ni odvedno, ampak odkar vemo in odkar je cepivo in odkar so preventivni programi, dejansko pada incidenca tega raka. Kljub cepljenju, kljub varni spolnosti,
je pa potrebno, da ženske hodijo na preventivne preglede. Ko mi pogledamo maternični vrat, ki je sicer skrit globoko v nožnici, ampak z našimi inštrumenti ga hitro najdemo in si ga lahko ogledamo, lahko vidimo že spremembe, ali pa s posebnimi krtačkami vzamemo bris, ki ga pošljemo v laboratorij in v roku parih tednov dobimo izvid, in če je izvid v redu, gre ženska naprej v presejanje spet čez 3 leta. Če izvid ni v redu, potem delamo raziskave naprej in lahko odkrijemo že te predrakaste spremembe in jih odstranimo in do raka ne pride. In zato je pomembno, da hodijo na 3 leta. Z velikimi raziskavami je bilo dokazano, da je čisto dovolj, če hodijo na 3 leta, ampak treba pa je hoditi na 3 leta. Zdaj sicer delamo že preizkujemo nove teste, ki so se v tujini izkazali kot zelo uspešni, kjer bo presejanje možno na 5 let. In to je še vedno varno. Seveda tiste ženske, ki imajo kakšne dejavnike tveganja, lahko hodijo bolj pogosto. Ampak če nimajo dejavnikov tveganja, je na 5 let dovolj, zlasti, če so cepljene. Kaj pa potem, recimo, bom rekla tako, velikokrat slišimo, ja, zato ker so pa lahko stranski učinki takšni in takšni, ali pa ja, zaradi tega, ker sem nekje prebral, da pa morda potem teže zanosim in tako naprej. Kako bi komentirala takšne, recimo, Preberejo ja. v glavnem na internetu, ne. To je večinoma, ne, kjer so pač informacije zelo različne. In žal nepreverjene, in to ima močen vpliv. Zdaj, kar se tiče varnosti cepiva, je bilo zelo, zelo preverjeno cepivo za HPV. To cepivo ni novo, to cepivo je staro že verjetno več kot 30 let in je bilo zelo dobro preverjeno in je bilo dokazano, da so stranski učinki najpogosteje na mestu vboda, to je ta rdečina ali pa neki prehodno slabo počutje, ki ga cepivo lahko izzove v imunskem sistemu. Dolgoročno ni bilo dokazanih nobenih stranskih učinkov, so pa dokazano izjemno dobro pozitivni učinki in to je zmanjšanje genitalnih bradavic, predvsem pa rakastih sprememb. In to, kot smo že rekli, na različnih sluznicah, ne samo na materničnem vratu, in to pri moških in ženskah. Pri ženskah. Pa gremo, da ti to povem, da recimo Kanadčani, ki so prvi cepili svoje populacije, so ugotovili, in najprej so vsi cepili samo deklice, so ugotovili, da tiste dekleta, ki so bila cepljena proti HPV-ju, so se veliko bolj odgovorno obnašala v spolnosti, zato, ker so ob cepljenju bila deležna še edukacije. Edukacije, da spolnost je lahko nevarna, ne samo iz tveganja za nezaželjeno nosečnost, ampak tudi iz prenosa različnih okužb. In so zato bolj pravilno uporabljali zaščito. Tako da cepivo je imelo direkten dober učinek na zmanjšanje predrakastih in rakastih sprememb in dober stranski učinek na bolj varno spolnost. In zdaj, ko sva ravno pri tej vzgoji, se mi zdi, da morda zdaj zato, ker imam sama hčerko doma in vem, da me kmalu čakajo pogovori tudi o spolnosti, o menstruaciji, o ženskem ciklu in tako naprej, se pa velikokrat ravno to potem sama pri sebi vprašam, kako dejansko otroku na najbolj pravilen način vse skupaj predstaviti v smislu, da ga pa zdaj pa ne preveč prestrašimo z vsem skupaj, ker vseeno spolnost ne sme biti nekaj, kar se pa zdaj bojimo, ampak vseeno gre tudi seveda za užitek, ne samo za to, da gre naprej rod in tako. Kako najdeš potem res tisto mejo, kje otroku poveš, kaj je odgovorna spolnost, pa hkrati ne zdaj, da bo se vsega skupaj tako zelo bal? Mislim, da se tudi ti ne smeš tega bati, zato ker spolnost je nekaj, kar je z ljudmi od zmeraj in tudi ti si se s tem srečala kot otrok in vsi smo se s tem srečali, pa nismo zaradi tega dekompenzirali. Ne počeli tega? Ja. Ne počeli ali pa tudi kakorkoli dekompenzirali v nobeno smer. Tako da to je bilo nekaj, kar pride spontano. Tako da nisi ti treba zelo pripravljati na to, nisi ti treba zelo bati tega. Prvič otroci zelo veliko o tem zvejo že tako iz televizije, iz kar nekje by the way, nekje mimogrede. Pogovarjajo se o tem že tudi v šolah, verjetno že v osnovnih šolah, že imajo nekaj njihovi starosti primerno. Tako da že v naših šolah je res spolna vzgoja v redu. Je res, kar se kaže tudi z rezultati na področju, kot sem ti rekla, nezaželenih nosečnosti in odgovornega obnašanja. Tako da to otroci sproti zvejo, sproti se boste pogovarjali.
nisi treba iz tega delati problema. Res ni treba. Pa ne sama spolnost, tako kot sem rekla, se mi zdi, da že sama menstruacija je lahko dejansko nekaj, kar danes, ne vem, sicer res nekako je to bilo pred leti, jaz lahko gledam samo, se spomnim iz svojega otroštva. Zdi se mi, da se ta meja zelo spušča pri deklicah, a ne? Aha, ne, okej. Moj občutek je bil tako, da res že zelo hitro punčke še nekatere že dobijo to svojo prvo menstruacijo. V svojem otroštvu oziroma v osnovni šoli se pa vseeno ne spomnim, da bi kakšna od sošolk tako zgodaj v bistvu to že dobila, a ne? Poprečno zdaj dobijo menstruacijo med 12 in pa 14 letom starosti, 80%, nekaj procentov prej, nekaj procentov kasneje. Redke, tam po 10. 11. letu dobijo, ampak so dobili že v moji starosti, pa verjetno že v starosti najnih prednic do Eve nazaj. Ne samo do... Ampak nisi opazila, nisi vedela. Niti se ni govorilo mogoče toliko o tem. Tako da to, da dobijo pred 11 letih menstruacijo, ni nič takega. In potem, ko preskočiva nekaj let in ko prideva do tiste dobe, o kateri sem na začetku govorila, torej v sami nosečnosti, vem, da nima res veliko žensk te sreče, da lahko hitro zanosi, da lepo celo nosečnost lahko praktično uživa in da je potem tudi porod tak, za katerega jaz še vedno rečem, da grem lahko jutri še enkrat, če bi bilo treba. Pridi. Sej to je pa to, kar potem Nataša vedno reče, kdaj se spet vidiva. Zelo mi je ostal v spominu tvoj stavek, ko sem prišla k tebi na po mojem prvi pregled, ali pa drugi, čist na začetku nosečnosti, ko sva si me pregledala, stehtala in ko sem odhajala, si mi rekla, pa sej veš, ne, noseča si, ne bolna. In to se mi zdi, da je en tak stavek, ki ga je tudi moja sestra, ki je tudi bila pri tebi, slišala in dejansko se mi zdi, da lahko kakšno žensko ta nosečnost hitro zavede do te mere, da ne bom zdaj rekla, da ima občutek, da je bolna ali kakorkoli, ampak pa ne zmorem to, pa ne morem to, pa kako mi je slabo in tako naprej. Tukaj bi se tudi majčkeno dotaknila tega, da je zelo stvar perspektive, kako se tudi lotimo vsega tega. Zdaj, vsaki je verjetno slabo, enim bolj, drugim manj, ampak spet, če to jemljemo, kot da je to del tega in da nam konec koncev more biti slabo, če želimo, da bo na koncu vse v redu, je potem tudi verjetno lažje. To je pozitiven stranski učinek. Tako. To je edina slabost v življenju, ki ima nekaj dobrega na koncu. Ja. Mislim, res je, da nekaterim ženskem ni lahko v nosečnosti. Iz različnih vzrokov. Ene res težko doživljajo, ene pa zelo z lahkoto. Večina pa nekje vmes. Tako da nosečnost ni vedno blaženo stanje, kot se govori, da so ženske v blaženem stanju. Mislim, seveda, če ne drugega pa vtekamo, pa špikate skozi kaj, pa po noči ne spiš in tako. Ampak marsikatera, zdaj, da me ne bo kakšna za zelo hudo vzela, treba je izpostaviti, da marsikakšna ženska pa lahko rečeva mogoče tudi, da v času nosečnosti zelo trpi. V smislu, tukaj so lahko kakšne pridružene še zraven bolezni, stanja, kakorkoli in takšne, potem tudi rizične nosečnosti pa res niso lahke. Ne? Ja, se veš, nekatere ženske zanosijo, ko niso zdrave, nekatere imajo tudi težko socialno okolje, ko zanosijo, nekatere nosečnosti niso bile najbolj zaželjene, pa najbolj načrtovane, nekatere ženske dejansko imajo pridružene bolezni in tako naprej, ne. Ampak to tiste, ki zanosijo, ko si najbolj želijo, ima vse idealno, se nekaterim, ko zanosijo, svet začne vrteči čist drugače. Ker enostavno te hormoni delajo na telesu velike spremembe, ki so zato tukaj, da pripravijo telo, da pripelje otroka do srečnega konca, ko maternica ve, da je čas, da se začne porod. Tako da ene imajo hude težave in zato pač smo ginekologi tisti in babice in medicinske sestre, ki jim lahko pomagamo. In veliko je pomembno tukaj zaupanje in da pridejo pač k nam. In dejansko zdaj za zelo veliko težav že imamo zelo dobre terapije in vemo, kako se jih lotiti in jim lahko damo in jim damo podporo. In tudi naša družba jim nudi podporo. Veliko nosečnic, ki ne zmorejo službe, so na bolniškem staležu in dobijo plačano, sicer 80%, ampak dobijo plačo. Tiste, ki pač niso zavarovane, imajo problem in velikokrat so tudi ženske, ki imajo socialne probleme,
potem imajo težko nosečnost in si ne morejo privoščiti. To pa je potem družbena odgovornost, da takim ženskam pomagamo. Ampak ginekologi se absolutno trudimo in jim poskusimo pomagati z različnimi oblikami. Recimo pri nosečniških slabostih, da jim damo včasih infuzijo, če prehudo, infuzijo v žilo, jih hospitaliziramo, če ne morejo jesti, če ne morejo piti. Imamo določena zdravila, ki omilijo slabosti. Kot veš, se z medicinsko hipnozo ukvarjam, ki tudi zelo omili slabosti v nosečnosti. Tako da se da pomagati in slabost je nekaj, kar je časovno omejeno. Ponavadi po 12. 13. tednu skoraj pri vseh mine, pri ostalih se pa zelo, zelo ublaži. Tudi tako rečem, zdaj boste 2-3 tedne doma, pazite, kaj jeste, bolj bo pa boljše. In to je omejen čas, ne. Ampak pa pride kakšne druge problemi. Pa kakšne išjasi in podobno. Ja, seveda. S tem sem se pa jaz srečala takrat na Tega koncu. je tudi veliko v nosečnosti. Mislim, veliko je problemov, ampak vse te stvari se da rešiti. Ne? Pri išjasu imamo zdravila, imamo fizioterapijo, spet počitek, določene oblike gibanja, ki so primerni, ki niso, in spet mine. In spet mine, tako da na koncu je pa največje darilo. Omenila si hipnozo. Ja. Omenila si tudi, da se to seveda lahko zelo učinkovito pomaga pri slabosti, ampak ne samo pri tem, zelo je verjetno učinkovita, vsaj kar bi rekla tako, kar sem sama tudi se s hipnoterapijo srečala, učinkovita tudi verjetno pri pripravi na porod. Ja. Kaj je tisto, kar bi ti lahko rekla, zdaj le morda, če naj poslušajo kakšne nosečke, kaj bi najprej izpostavila, da je najbolj pomembno pri tej pripravi na porod? Šola za starše v redu, ampak kaj pa tisto, da rečemo, da se ženska res pripravi na porod? Ker od tega je spet zelo veliko odvisno, ne? Ja, je pa ni, ne. Po eni strani je tako, da v bistvu porod nekaj zelo naravnega, kar je že zelo sprogramirano v našem genetiki. In tudi tiste ženske, ki nikoli ne razmišljajo o temu, nekatere še lepše rodijo. Veš, v starih cajtih ali pa v starih civilizacijah, še zdaj v nekaterih civilizacijah, o tem ne razmišljajo, se ne pogovarjajo, dosti velikokrat se spontano vse skupaj lahko lepo odvije. Druga stvar je, da se na porod ženske pripravljajo zelo dolgo časa. Še preden zanosijo, v času nosečnosti in na vseh teh preventivnih pregledih, ki jih je v nosečnosti vsaj 10, se lahko o tem že pogovarjajo s ginekologom, z babico, ki jih spremlja tudi v ambulanti, šole za starše. Tako da vse to gre sproti. Poleg tega imamo pa zdaj seveda vse te internetne šole za starše, internetna izobraževanja, ki so nekatera izjemno kvalitetna, nekatera pa tudi malo manj. Tako da jaz mislim, da spet je pomembno, da najdemo tisto, kar je kvalitetno in da se pogovarjamo. Zdaj, bolj sem morda to pripravo na porod mogoče ciljala v smislu tega, da se mi sami sabo pogovorimo, torej, da se ženska, jaz recimo spomnim, spet je bil tvoj nasvet v ambulanti, če je vsaka, boš tudi ti, ne? In takrat vem, tako, ne čisto dobesedno, in takrat vem, da ko sem šla ven, sem si prav tako rekla, ampak res, zakaj bi jaz zdaj mogla pa tako knjigo, pa uno knjigo, pa porodni načrt, pa ne vem kaj, mislim, bom že zmogla, jaz zaupam vase in vem, da bom lahko rodila in da bo vse v redu in to je bila tako nekako kot ena moja mantra mogoče, pa rekla sem si vsakič, tako ko sem premišljevala o tem, sem si rekla, more me boleti, ker vsak popadek, ki bo močnejši in ko bo bolj bolel, bližje sem koncu. To vem, da sem si skozi ponavljala. Brez bolečine ne bo mogla iti, ne boli sam, da bo hiter konc. Bolj sem mislila to, ta priprava, da v bistvu se mal morda same s sabo takrat ženske pogovorijo, da si zaupajo, da bojo zmogle. Točno tako. Telo je bilo narejeno za to. Sprogramirano. Maternica je organ, ki je bil narejen samo za to in ga nosimo celo življenje samo za to, da rodimo otroke. Včasih so jih malo več rodile, zdaj jih rodimo manj, ampak maternica ve. Jaz vedno rečem, maternica ve, kako speljati nosečnost in tudi porod. In maternica to ve, brez da se mi dosti v njo vpletamo. Tako da včasih, ko se mi svojimi mislimi in svojimi pripravami in včasih se mi temi svojimi preobilico teh idej si včasih sami sebi škodimo. Ker pademo in tak vrtiljak stvari, ki nas ne pripeljejo vedno do srečnega konca. Tako da včasih je treba prepustiti, zaupati svoje telo, tako kot si rekla,
nosečnost, če gre nosečnost lepo skozi, tudi če niso ženske mogle zanositi, če gre nosečnost v redu skozi, spremljamo, če gre v redu skozi, je velika verjetnost, da se bo porod spontano začel in da bo lepo napredoval. Seveda mora ženska vedeti, kaj se bo dogajalo, in to je, vemo že odprej, že v šolah se o tem učijo punce, že pač materinska šola in tako naprej. In nekako to je treba sprejeti. Kar se bolečine tiče, ja, porodna bolečina je res bolečina, ni šala, ampak porodna bolečina je edina pozitivna bolečina v življenju, ki te pripelje do največjega zaklada. Poleg tega porodna bolečina traja kratek čas, popadek, ta prav popadek, traja približno 45 sekund, začne, narašča in popusti. In v tem vrhu, ko res boli, traja 20 sekund. In ko popusti, če se ti sprostiš, ta bolečina popolnoma prepusti. In do naslednjega popadka, ki bo res kmalu, že mogoče čez 3 minute, se lahko telo čisto regenerira. In nov popadek spet dobro prenese. V tem času vmes lahko ženska zaspi. Jaz vedno rečem, ko je konc popadka, dajte zaspati. Ker v hipu zaspiš za pol minute, minuto, ampak se telo regenerira. In je nov popadek spet nekaj, kar ni zelo hudega. Ampak pa se lahko zgodi, da so te popadki vseeno predolgi, premočni, ali pa se ženska vmes ne more sprostiti, tudi zato, ker skozi misli o tem, kako bo naslednji popadek prišel in kako jo bo grozno bolel. In če se to zgodi, pomagamo z epiduralnim blokom, pomagamo z zdravili za lajšanje bolečine. Tudi v 21. stoletju se res ni več treba bati bolečine, ker jo znamo zelo, zelo dobro omiliti z zelo varnimi sredstvi. In to v vseh porodnišnicah. Ja, in se mi zdi, da se tudi bodoče mamice tega vedno bolj tudi zavedajo, no? Da je tudi splošno že tako, bom rekla, prepričanje, da se ne več toliko negativno o porodu pogovarjajo kot morda nekoč, ne? Kar se tiče bolečine. Ampak seveda. To moramo poudariti, ne? To je vsaki poudaril. In ta strah je v ženskah odvedno, ker to je pač nekaj od tistih prastrahov, ki so vgrajeni v naš genom, ki skrbi za to, da pridemo skozi življenje. Tako da ta strah ni čisti strti izvid, ima neki osnove, ampak v 21. stoletju se tega res več ni treba bati. Porod je včasih veliko bolj grozljiva stvar, zato ker včasih so ženske pri porodih res niso imele nobenih protibolečinskih stvari, imele so bistveno manj podpore, in tudi umirale so pri porodih. In zato je ta strah pred porodom v naši podzavesti, tako kot je strah pred padcem v višino ali pa kakšnimi, to so te prastrahovi, ki so v ljudeh, ki so odzmeraj bili in bojo v ljudeh. In nikoli ne bomo mogli reči, porod je šala mala. Ne, ni. Porod je neka resna stvar, ki pa je zdaj v 21. stoletju v Sloveniji izjemno varna stvar. Kljub temu ženske čutijo en respekt, en strah, in to je normalno. Ampak spet, v porodnišnicah je varno okolje, ljudje so usposobljeni, ljudje so prijazni in pomagajo, in zato se več tega ni treba bati, oziroma se na to pripravimo, da ženske s čim bolj zaupanjem vase in v svojo okolico pridejo v porodnišnico in potem vse skupaj veliko lažje in bolj enostavno poteka. Ja, in tudi ta zaupanje se mi zdi, da je ključnega pomena takrat, kadar pride do prezgodnega poroda, a ne, v Ljubljani dejansko. Ne vem, koliko je zdaj najlažji dojenček imel, to se sicer ne spomnim, ampak vem, da še pred nekaj leti se spomnim punčke Erin, ki je imela okrog 400 ali nekaj tazga. Vem, da res majhna teža, pa so danes zdravi, poskočni otročki. Tako da to zaupanje se mi zdi, da je res ključnega pomena, ker seveda se pa lahko v nosečnosti zgodi tudi kaj takšnega, ne? Ja, pri predzgodnjem porodu je izjemno pomembno to, da preprečujemo dejavnike tveganja za predzgodnji porod, med katerimi je okužba s HPV-jem. Če okužba s HPV-jem gre v predrakaste spremembe in moramo del materničnega vratu odstraniti, zato da preprečimo razvoj raka, je ta maternični vrat lahko bolj šibek. Tako da cepljenje proti HPV ni samo cepljenje zato, da ne boš dobil raka na materničnem vratu, ampak tudi pred zapleti v nosečnosti. Tudi zato je izjemno pomembno, da cepimo otroke. In to vse fante in punce. Včasih potem kakšna mamica po porodu, ko pride na oddelek, reče, joj, tako so me lepo vodili čez porod, čez celo nosečnost, zdaj sem pa kle,
s tem le zakladkom, pa sploh ne vem, kaj ne z njim počnem. Govorim seveda o samem dojenju in tako. Je tudi ta del, se mi zdi, kar zelo pomemben, da potem mamice niso čist same sebi prepuščene. Ne? Spet pa se verjetno lahko vrneva k temu, da pa se ne dela iz tega spet prevelik kaos. No, ampak če ti še o prezgodnjem porodu povem, kaj smo začeli, prva preventiva je HPV, redni ginekološki pregledi, pa potem v nosečnosti, da spremljamo maternični vrat. Da v obdobju 20 do 24 tednov nosečnosti izmerimo maternični vrat in če je ta dolg in zaprt, potem je majhna verjetnost, da bo prišlo do prezgodnjega poroda. Dejstvo pa je, da 7% žensk v Sloveniji rodi prezgodaj. Od tega velika večina rodi samo par tednov prezgodaj. Nekaj pa tudi tako zgodaj, kot je 24. 25. teden, ko je tista, ko rečemo, meja viabilnosti, meja preživetja. No, in te ženske je treba dovolj zgodaj odkriti in jih dovolj dobro spremljati in potem lahko nosečnosti tudi podaljšamo. Tako kot je prej tvoja kolegica in moja pacientka rekla, jih včasih tudi hospitaliziramo za več tednov ali pa mesecev, da preprečimo prezgodnji porod. Tako da pri prezgodnjem porodu je tudi pomembno to, da ga pravočasno odkrijemo dejavnike tveganja, jih preprečimo in iščemo aktivno ženske z merjenjem materničnega vratu in če najdemo kratek maternični vrat, delamo teste za bakterije, damo zdravilo, spremljamo ženske in lahko preprečimo. In prezgodaj rojeni otroci, ki kljub temu so, imajo pri nas zelo dobro oskrbo in lahko zarastejo popolnoma zdrave otroke, čeprav začnejo z zelo nizko porodno težo. Ko se pa porodna teža več kot kilo, pa sploh. Tiste pa potem že v redu. Tiste pa veliko lažje. Čeprav tudi še vedno so par tednov na otroški intenzivni in je to zelo stresno obdobje za starše. Tudi tega si ne želimo. Seveda. Fajn je, če ima otrok 3,5 kg, 39 tednov, to je idealno, ampak niso vedno idealni pogoji, ampak spet, če zaupamo v zdravstvo, tudi v svojo notranjo moč, bomo skozi prišli. Nataša, kako pogosto vse te otročke jemlješ mečkano kot tvoje otročke? Ja, ker jih je pa res ogromno, a ne? Jih je ogromno, jih je. Veš, jaz včasih grem zjutraj, preden začnem ambulanto, kar malo na oddelek, pa kakšnega malo popestvam. Zadnjič nekaj časa nisem bila v porodni in sem prav mi je nekaj manjkalo. In pa sem v ponedeljek zjutraj na vse zgodaj, že ob 7 bila v operacijski, naredila en carski rez in pa sem ga otroka malo pocrtala in pa sem imela rešen teden. Tako da so bili lepi občutki, ne? Ja, mi manjka, če nimam dolgo časa v rokah nobenega novorojenčka. Ko si še bila v Ljubljani, si prišla takrat na oddelek in popestvala, se spomnim, ja. Zdaj v Postojni. Je bila ta sprememba za tebe, si se lahko navadila na Postojno po tolikih letih Ljubljane? Ja, zelo lepo. Postojna je izjemno prijeten kolektiv, izjemno pomembna, prijetna bolnica, ki je v bistvu izolirana, ni v sklopu ene splošne bolnice ali pa kliničnega centra in ima zato res en svoj čar. Tam se v glavnem ukvarjamo z ženskami in velik del našega dela so nosečnice. In vsi tako so zelo predani, vsi so tako zelo mirni, tako res je prijetno okolje in to čutijo tudi ženske, ki prihajajo Postojno rojevati iz cele Slovenije. In potem smo se tudi potrudili in smo vse okolje lepo uredili, se veš, moje društvo Slojenčki, s katerim zbiramo denar, skrbi za vse slovenske porodnišnice. Ampak jaz včasih sem najbolj opazila Ljubljano in smo večino tam porabili sredstva, zdaj malo bolj favoriziram Postojno, ker opazim, ampak tudi vse ostale porodnišnice. Vsako leto doniramo vsem 14 porodnišnicam različno opremo. Tako da je prijetna, okolje je prijetno in zato ženske rade pridejo. Je lahko dostopna, z avtoceste si takoj, parkirišče imamo, poletje je klimatizirano. Imamo dobro hrano, ker imamo svojo lastno kuhinjo. Tako da Postojna je res kolektiv je fajn, okolje je fajn in tudi ženske so zelo zadovoljne. Tudi veliko mojih pacientk je prišlo iz Ljubljane z mano v Postojno, pa seveda zdaj imam tudi Postojnčanke, pa iz cele Primorske in so zelo zadovoljne. Zdaj, glede na to, da sva to dobo, ko najstniki postanejo spolno aktivni, obdelali, pa zdaj nosečnost in porod, se pa bi vseeno rada mogoče mečkano še dotaknila menopavze. Predvsem zaradi tega, ker o menopavzi spet v nekom obdobju začneš malo več slišiš, malo več se o tem pogovarjaš z določenimi ljudmi, ampak obstaja pa še nekaj pred menopavzo, v smislu, ko se pa žensko telo že mečkano na vse skupaj pripravlja in takrat lahko ženske že čutimo v sebi kakšne spremembe,
pa čeprav še nismo v menopavzi. Ja, mislim, staramo se od dneva, ko se rodimo naprej. V bistvu se začnemo. Jaz sem hotela malo lepše to povedati, kot da se staramo. Ne, pa zakaj ne bi? Staranje je čisto v redu stvar. Boš videla, ko se boš malo bolj postarala. Staranje ni tako slaba stvar. V bistvu se staramo od oploditve naprej. Tako da, in gremo skozi ta različna življenjska obdobja, ki so bolj ali manj burna in bolj ali manj drugačna. Ampak tudi menopavza, recimo jaz sem zdaj že nekaj let po menopavzi, se mi ne zdi nič groznega. Seveda je odvisno, kako življenje sploh dojemaš in kako življenje s tabo dela in ti z njim. Če imaš ti eno v redu, mirno življenje, da si kolikor toliko zdrav, da nimaš kakšnih hudih kroničnih bolezni, pa seveda, da nimaš kakšnih hudih pretresov, potem tudi menopavza običajno ni nekaj groznega. In začne se dogajati, seveda, je puberteta, ki je eno burno obdobje, pa letorodno obdobje, ki ima svoje burne pretrese, in je potem menopavza, ki je lahko zelo burna, lahko pa tudi kar enostavna. Tako da, ženske, mislim, seveda se spremembe začnejo dogajati, ne? Že po 35. letu začne padati plodnost, kar izjemno pomeni za tiste ženske, ki še nimajo otrok pri 35 letih. In to je prvi znak, da se jajčniki starajo. Jajčniki so organ, ki se najhitreje stara v našem telesu. Po 35. letu začne padati plodnost, lahko se že pojavljajo motnje ciklusa, lahko že imaš kakšne spremembe, valjda jih imaš, se greš naprej z leti, ne? Odraščaš, če nočeš reči, da se staraš, pa odraščaš. In potem pride tista leta, ko se to postaje vedno bolj izrazito. In ima pluse in minuse spet, ne? Seveda, slabo je to, če imaš težave, slabo je, če so premočne menstruacije, slabo je, če se ženska slabo počuti, če ima težave z dojkami, z napetimi dojkami, če ima veliko drugih težav, teh oblivov in tako naprej. Ampak vse te težave se dajo reševati, imamo zelo dobra zdravila danes. Najbolj je pa pomemben življenjski stil. Če imaš ti zdrave življenjske navade od otroštva naprej, kar je naloga že mamic, ne? Kar je že v nosečnosti pomembno. Če nosečnica zdravo živi, je veliko večja verjetnost, da bo imel tudi otrok zdrave življenjske navade. In vzgaja otroka naprej in gre tako otrok z zdravimi življenjskimi navadami tudi v zrela leta, je potem velika verjetnost, da bo tudi v menopavzo in andropavzo, da ne bova delali diskriminacije. Točno to, ja. To sem želela še. Pride bolj zdrav in bolj sproščen. In potem potekajo stvari veliko lažje. Ne? Če pa seveda imaš te ene kronične bolezni, recimo debelost, ki je kronična bolezen, ki se lahko začne že tako, da nosečnica se nepravilno prehranjuje v nosečnosti, da se preveč zredi, ima otrok večje tveganje za debelost. V otroštvu, če ne pazimo na zdravo prehrano, če otroci prehitro zapadejo spet v to hitro prehrano in tako naprej, je debelost. In te ljudje imajo več težav. Več težav ima skozi celo življenje, tudi z zanositvijo, tudi v nosečnosti, tudi na prehodu proti menopavzi, tudi v starosti. Ne? To je recimo ena taka izrazita bolezen, ker debelost je bolezen, na katero lahko vplivamo. Ampak so pa tudi druge, ne vem, hipertenzija, sladkorna bolezen, to vse je povezano. Bolj kot imamo življenjski stil urejen, bolj ko pazimo na prehrano, na gibanje, na spanje, na sproščanje, na to, da nimamo negativnih razvad, ne, kot je recimo kajenje, alkohol, to vse škodi. Če to pazimo, je velika verjetnost, da bomo dobri koži prišli. Seveda je spet odvisno, kako življenje z nami dela. Ali smo uspeli najti ustreznega partnerja si, ali smo uspeli skozi eno dobro socialno okolje, imamo v redu te osnovne stvari, ne? Tudi denar je konec koncev pomemben, zdravstveno varstvo, okolje, v katerem živimo. In če je vse to urejeno, potem je velika verjetnost, da ne bo ta menopavza noben grozen bav, ampak da bojo ženske celo se včasih bolj svobodne počutimo. Veš, otroci odrastejo, v službi imaš stvari porihtane, nimaš več kreditov in tako naprej. Ne? Vsi pa ene strani tudi imaš pluse. So nekatere svobode, ki s tem ratajo, niso samo grozne stvari. No, ampak to, bom rekla, neravnovesje hormonsko, ki se lahko zgodi, ni samo pri ženskah, lahko je izrazito tudi pri moških. Pri moških je manj izrazito. No, ampak lahko pa imajo tudi oni kakšne, bom rekla, specifične zadeve,
ki jih lahko pripisujemo temu. Tudi moški odraščajo. Tudi odraščajo. Oni se starajo, in postanejo šarmantni. Tako. Ja, oni postanejo šarmantni, sivi in šarmantni. Mi se pa barvamo. Ja. Ja, tako da seveda se tudi pri njih pozna, se tudi na vide se jim pozna, pač postanejo sivi, koža se spremeni, kile grejo gor, če ne pazijo, telesna teža, zdravstvene spremembe, seveda pade jim testosteron, lasje so bolj redki, plešasti in tako naprej, ampak to je del odraščanja. Ampak kako pa je recimo, zdaj, ko si ravno omenila, da se tudi pri tistih ženskah, ki imajo recimo hujše težave v času menopavze, da se jim da pomagati in tako naprej, se mi pa vseeno zdi, da nekoč zagotovo ni bilo na voljo toliko zdravil in takšne pomoči, kot je danes, ampak je pa bil življenjski slog predvsem drugačen in zato verjetno tudi ženske pred 100 leti ali pa še več niso imele toliko izrazitih teh težav ali motanj ali kakorkoli. Ali so, pa se spet ni o tem govorili? To mi ne vemo, To mi ne vemo. Prvič je bilo tako, da že pred 50 leti, da ne govorim pred 100 leti, so ženske, ko so bile stare 50-60 let, čisto drugačno živele, kot živimo mi danes. Čisto drugačna pričakovanja so bila, tudi življenjska doba je bila bistveno krajša. In takrat so to bile že stare ženske. Danes pa nismo, danes pa Bog ne dej, danes se pa počutimo še zelo aktivne in tudi še časih so šle tudi veliko prej v pokoj, so bile tudi se je že umirjalo. Drugačno je bilo. Tako da jaz mislim, da so imele težave, ampak se od njih manj govorilo, pa mi o tem ne vemo. Ampak sigurno so imele te težave, nekatere se to dojemale kot nekaj naravnega. Še danes veliko žensk dojema veliko stvari, ki jih lahko zdravimo, pa lajšamo kot nekaj naravnega. Nekateri rečejo, jaz pa pač imam močne menstruacije, jaz imam pač boleče menstruacije. Ampak ni treba to trpeti, mi imamo zdravila, ko to rešimo. Močne boleče menstruacije. Ali pa predmenopavzalne težave, ali pa PMS, predmenstrualni sindrom, ga nekatere ženske res fajn potovče in to za kar nekaj dni vsak mesec. Pa to ni treba trpeti. To ni nekaj, kar je naravno, je njej lastno, ampak lahko pomagamo. In isto lahko pomagamo zdaj pri menopavzi. Zdaj imamo zelo dobre telesu identične hormone, ki so proizvojeni v kakovostnih farmacevtskih firmah, ki so enaki kot so naši hormoni, ki nam manjkajo estrogen in progesteroni in se z njimi lahko pomagamo že pri mladih puncah, ko imajo recimo PMS zaradi pomanjkanja progesterona, mlade punce, govorim stare 20 let, in lahko za nekaj dni na mesec dodamo progesteron in se čisto drugače počutijo. Da ne govorimo potem po 40. letu, 45. letu, ko res začnejo te izrazite težave, ki se jih bojiš, pa ne bojo tako hude in spet in damo malo progesterona in potem je zanjče, nimajo več glavobolov, nimajo napetih dojk. Kaj pa glavoboli ravno zaradi hormonskih terapij v smislu zaščite? Je potem pa treba iskati novo zaščito. Je lahko glavobol pokazatelj, da zaščita ni primerna za posameznika. Tako, seveda. Kakršnekoli težave, ki se pojavijo ob terapiji, jih je treba prijaviti in iskati vzrok in rešitev. In rešitve so. Res imamo veliko rešitev. Je pa res, da včasih se pač tudi rešitve ne najde tako idealne in ne takoj. Treba je biti vztrajen, treba je paziti, treba včasih spremeniti tudi kaj, kar ne bi hoteli spremeniti, recimo življenjski slog. Včasih je treba paziti na več stvari, ne gre samo s čudežno tabletko, s čudežnim hormončkom, kot se zdaj mogoče sliši, ko jaz tako propagiram. No, se je ravno to, da ne bo kdo narobe razumel, da zdaj pač za vsako stvar obstaja tabletek ali pa nekaj, da čudežno smo v redu. Ja, pa treba včasih kompleksno, več stvari hkrati. Več stvari, tudi sproščanje, umirjanje. Tako, glava kot takšna, in naše misli. Omenila si vztrajnost, pa sem pri tej besedi mečkano tako zašvignila z ušesi, zato ker ta vztrajnost je ključna tudi takrat, kadar pride par k tebi ali pa pač v ambulanto, v smislu, da ne more zanositi, da pač se... Ne vem, ta beseda matrati, tako se mi zdi. To grozno slišati. Grozno je slišati. Ne rada jo res uporabljam, ker mi ima tako negativen prizvok, ampak včasih je pač treba res biti vztrajen, sploh verjetno pri tistih parih, kjer ni nekega jasnega razloga, pojasnenega razloga, zakaj je temu tako. Kako pogosto se srečuješ s takšnimi pari?
je vedno bolj pogosto. Problem je vedno bolj pogost, ampak veš, kaj sem jaz ugotovila? Kaj je eden od ključnih problemov današnjega sveta? Da mladi ljudje prvič se prepozno odločijo in z leti je to vedno težje, in drugič imajo premalo spolnih odnosov. In imajo odnose, takrat, ko reče, to je aplikacija. Kar ni vedno v redu. Tako da, ko pride k meni, najpogosteje pride najprej ženska in pove, mi dva si želiva otroka že 1 leto ali pa 2 leti, ali pa od predvčerajšnjem se, včasih tudi so zelo nepotrpežljive, reče, ja, že 2 meseca se trudim, pa nimam otroka. Ne? To pač. Najprej jih vprašam, dobro, kako je z menstruacijami, njihovo zdravstveno stanje, pritisk in tako naprej, to osnovne stvari, ampak kako pogosto imajo spolne odnose? Ali pa kdaj ste imela zadnji spolni odnos? In če začne razmišljati in ni odgovor včeraj ali pa predvčerajšnjim, že vem, da tukaj imamo kaj za delati. Ker enostavno, jaz sem ugotovila, da imajo mladi ljudje zdaj premalo spolnih odnosov. Ljudje, ki si želijo zanositi, naj bi imeli spolne odnose od konca menstruacije pa do naslednje menstruacije na 2 dni. In včasih je bilo res to, ker še ni bilo toliko vseh teh ekranov in vsega tega, so ljudje pač se zabavali s spolnostjo. Danes pridejo prepozno iz službe, so skozi na telefonih, so skozi na ekranih in so utrujeni. In mi rečejo, ja, pa nimamo spolnih odnosov, če sva tako utrujena. Enostavno ta življenjski stil, to je res ratalo narobe. In potem imajo odnose takrat, ko pričakujejo ovulacijo. In torej, to pove aplikacija. In takrat imajo več spolnih odnosov. In seveda, ker ovulacija se ne drži vedno tega, ovulacija telo ne upošteva aplikacije, pač telo ne ve, da aplikacija hoče mu pomagati, zgrešijo ovulacijo. Ali pa tiste ženske, ki aplikacijo uporabljajo za kontracepcijo, kdaj so nevarni dnevi, spet zanosijo, kadar niso želele, ker je ovulacija bila napačno, se je zgodila. Tako da prvič je to, če hočejo imeti otroke, morajo imeti pogosto spolne odnose. To je osnova. Starost ženske in potem seveda, če se to ne zgodi tako hitro, kot pričakujejo, spet lahko pomagamo. Zdaj so že prehranska dopolnila, ki so zelo učinkovita, ki vplivajo na metabolizem v jajčniki, izboljšajo ovulacijo, prehranski vitamini, potem je pač spet treba imeti življenjski stil v redu, zdravo prehrano, gibanje, izogibanje vsem škodljivim stvarem, recimo kajenje pri moških zelo poslabša spermo. In zato, da par ne more zanositi, so vedno razlogi v 1/3 telesu ženske, v 1/3 slab spermiogram oziroma telo moške, v 1/3 kombinirano. Malo slabši spermiogram, pa endometrioza, policistični jajčniki. Ključno je pa spet, ne, da se imata rada, da si želita otroke, da imata odnose in da opustite vse razvade. In tudi to, da gre ljudje zvečer zgodaj spat, ker se zvečer med 10 in polnočjo iz glave sproščajo hormoni, ki povzročajo regeneracijo, melatonin, rastni hormon in hormoni, ki vplivajo v redu na ciklus. In če pa hodimo spat ob 1 po noči, pa tudi če spimo pa do 10 zjutraj, ne, ni isto. Tako da treba življenjski stil spet prilagoditi, da ne govorimo o prehrani in razvadah. Je pa verjetno to obdobje za žensko oziroma za par lahko zelo naporno, oziroma verjetno je to tudi fino takrat, da ima koga, kamor se lahko zateče po kakšen pogovor ali pa morda pri svojem izbranem ginekologu kakšen takšen pogovor več naredi, ker verjetno psihično je to precej naporno obdobje za nek par, ko vsak mesec čaka, bo plusak ali ne. Ja, je res. Za nekatere je to zelo težko obdobje, ne? Ko si želijo zanositev, pa ne gre. Tudi zato, ker se reče, zdaj mi dva bi pa letos rada imela otroka, rada bi ga imela oktobra, dajmo potem zanositi januarja. Ja. In potem včasih ne gre. Ne? Pač to je treba vedeti, da je treba imeti potrpežljivost in vztrajnost in da v prvem mesecu zanosi samo 30%, 25-30% parov zdravih, mladih, kjer imajo vse porihtano, kjer imajo vse odnose lepe, jih zanosi samo 25%. Vsak mesec nekaj procentov več. V enem letu med 80 in 90%. Ampak nekateri rabijo dlje časa. In takrat se ni treba matrati, takrat je treba uživati.
se imeti radi, se prepustiti, uživati v spolnosti. Ja, ker zelo hitro Čeprav- potem pride do ravno tega računanja po aplikaciji, pa potem možovi službe hitro domov, ker je zdaj ta Ali pa prava tudi telesna... žena. Tudi žena, ne? Kaj misliš, da Prava žene? telesna Ja. temperatura in tako naprej. Ja. V takšnem, če se znajdeš v takem kolesju, potem verjetno res temu ne moreš več pripisovati nekega blaznega užitka, ampak verjetno pa je v takšnem primeru ta želja potem tako močna, ne, da pač je par pripravljen marsikaj narediti, da do te želje potem tudi pride, oziroma da jo uresniči. Ne. Ampak recimo tukaj je že treba malo urediti življenjski stil, če se da. Vse so stvari, ki so naporne in tako, ampak poskusiti je treba, ne. In včasih je treba kakšne korenite spremembe narediti. Tudi potem, ko bo otrok, ne. Bodo spremembe. Je fajn, če si prej pripravljen malo na spremembe. Koliko časa pa je ta, bom rekla, doba, ko se nek par potem lahko že, a se reče, obravnava, kot da ne more zanositi? Po kolkem času je prav, da recimo ženska to izpostavi? Načeloma velja, da 1 leto nezaščitenih rednih spolnih odnosov, in če v 1 letu nezaščitenih rednih odnosov par ne zanosi, potrebuje pomoč. S tem, da če je ženska starejša od 35-36 let, je pa ta doba 6 mesecev. Če je ženska stara 36, 37 ali še več let, v 6 mesecih rednih spolnih odnosov ne zanosi, morajo obiskati ginekologa, ali pa če ima kakšne druge dejavnike tveganja. Če vemo, da je imela kakšne operacije na maternici, na jajčnikih, da ima neredne cikluse, da ima druge probleme, zdravstvene probleme, lahko tudi probleme z epilepsijo, s hipertenzijo, s katerokoli drugo zdravstveno težavo, potem te ženske morajo še prej priti. Saj ni nujno, da jih bomo takoj operirali, da bomo takoj dali na epruvetko in tako naprej. Ampak obravnava se začne s tem, da jim spet svetujemo glede življenjskega stila, glede nekaterih dodatkov, včasih kakšno zdravilo, odvisno, ne. Ampak če so mladi in zdravi 1 leto, če so malo starejši pol leta, če pa imajo še kakšne pridružene bolezni, pa lahko že pride tudi na posvet pred zanositvijo. Sploh tisti, ki imajo kronične bolezni, jim vedno svetujemo že za pregled pred zanositvijo. In nekatere ženske, tudi ki so mlade in zdrave, pridejo na pregled, pa se prej posvetujejo. Pa se pregleda maternica, pa se vzame bris, pa se včasih pač malo pogovorimo in je tudi to dobra priprava, ne? Ampak, ja, tako da ni slabo, če greš že prej. In tudi pa dobiš kontakt, dobiš stik s svojim ginekologom, sestro, ki je pri ginekologu in ti je potem včasih lažje tudi poklicati. Bolj domače vse skupaj, ne? Ja, tako se oglasiti. Ne? In se navadiš na to, da mi smo tukaj, mi smo tam zaradi žensk. Jaz ne hodim v službo zaradi drugih stvari, zato ker da bom pač tam na voljo tistim ženskam, ki me bojo tisti dan rabile in bojo prišle do mene. Nataša, si v svojem najstniškem obdobju slutila, da bo danes, jaz lahko rečem, da kar to tvoje poslanstvo, ker je daleč samo od poklica. Ja, veš kaj, jaz sem se odločila, da bom zdravnica, ko sem bila stara 10 let, pa ne vem zakaj. Tako da mislila sem se, da bom pediatrinja, skoraj do konca faksa. Ampak jaz sem bila pred 10 letih prepričana, da jaz bom zdravnica. Pa je kdo v družini bil zdravnik, da bi bil? Ni bil nek vzor, želim kot... Ne, jaz sem prva zdravnica zaenkrat edina v naši družini. Ampak, ne, to vem, še moji sošolci iz osnovne šole vedno rečejo, ne, da ti si vedela, ti si. In ja, jaz sem bila v to prepričana. In potem te je v času študija vleklo na pediatrijo? Pa skozi sem si jaz predstavljala. Jaz sem si predstavljala, ker pač prvi stik, seveda, enega otroka, ko se začne zavedati, je stik s pediatrom in jaz sem imela vedno srečo, da sem imela take prijazne pediatrinje, sicer na srečo nisem bila zelo bolen otrok. Enkrat sem bila sicer dlje časa v bolnici. Ampak nekako sem si to predstavljala. Ne vem, po mojem, ker nisem niti kaj dosti drugega poznala. Potem pa, ko sem začela vedno bolj spoznavati, ne, ko imaš na faksu vse te klinične vaje, me je psihiatrija strašno prevzela in se mi je zdelo, da to je to. In hkrati ginekologija, kjer je bil takrat profesor Painter, on je bil profesor, ki je imel ginekologije, ki je bil tudi psiholog. In je on imel en poseben pristop do predmeta in on se tudi ukvarjal z medicinsko hipnozo in on me je tako me povlekel. In potem sem jaz tudi zaradi njega se bolj posvetila temu, ampak ko sem pa enkrat padla v to ginekologijo in sem padla še v ta svet fetalne medicine, to pa se mi zdi, da sem res našla področje, ki me je poklicalo in kjer se res dobro počutim.
Kar se vidi na vseh možnih projektih, ki jih poleg redne službe se še lotevaš in vseh možnih tudi predavanj in izobraževanj, lahko tudi rečem, pravzaprav za celotno populacijo. In res bi se mi zdelo čudno, če bi recimo Nataša enkrat rekla, zdaj imam pa dost vsega, zdaj grem pa že kar mal prej v penzijo oziroma v pokoj. Se mi zdi, da boš dejansko celo življenje boš s tem prepletena in da se tukaj tudi kaže potem, da ni zgolj samo služba. Ne? Ja, seveda. Se mi zdi, da večina ljudi, ki je zadovoljnih v službi, je najdlo svoje poslanstvo, svoje veselje in se pa, če si zdrav, to je edini pogoj, ne? Če si zdrav, res lahko nadaljuješ. Ampak sem pa zdaj res najdla še na tem področju hipnoze tudi en velik čar, to me je totalno čarala ta hipnoza, tudi že predavam hipnozo, sem v tem društvu za medicinsko hipnozo tudi predsednica in to se mi zdi tudi ena taka stvar, ki je zelo dobro lahko ukomponiram v svojo delo v ambulantah, ne? In ki bom tudi lahko delala, ko več mogoče ne bom mogla skakati po operacijski dvorani, ker to je vseeno fizično zelo zahtevno. Recimo naš profesor Painter je do letu, ko je bil star 92 let, je še predaval. Wow. In še imel še hipnotiziral, delal hipnoterapije. Ampak kako težko pa je bilo tebi recimo takrat, ko si imela majhne otroke, pa kariero. Recimo, ko te zdaj poslušamo, si lahko kakšna reče, pri njej to se tako sliši, kot da je bilo vse ful gladko in vse je bilo rožnato. Pa ni, ne? Tudi pri tebi verjetno so bili dnevi, ko si bila izčrpana, utrujena. Tako in ko so bile solze in ne samo smeh. Ne? Pa jaz sem imela kar srečo v življenju, se mi zdi, ker sem pač delala stvari, ki sem jih rada delala, ker sem zanosila in rodila brez težav, ker so bili moji otroci vedno zdravi, ker imam zelo močno podporo v mojem partnerju, v mojem možu in v moji mami, ki me je zelo, zelo podpirala. Tako da sem veliko stvari mogoče lahko pustila drugim in se res posvetila službi. To je res, tukaj sem imela res srečo in res močno podporo. Ne? Včasih je treba kakšne stvari prepustiti drugim. Pa sem imela eno dobro teto Tončko, ki je bila varuška, pa ljudi, ki so mi moja sestra, ki mi je zelo pomagala. Ne? En drugo malo pomagaš, pa greš skozi v življenju. Tako da jaz sem res pač veliko stvari prepustila drugim, da sem se lahko ukvarjala s službo, hkrati pa sem še imela vedno dovolj časa za svoje otroke. Vsaj tako mislim. Da sem še vedno, ne? Ampak recimo sem pa prepustila nekomu drugemu kuhanje, pa pospravljanje, ker sem si to lahko privoščila. Tako da tukaj sigurno sem imela veliko srečo. Malo sem si pa organizirala stvari, no. Ja, sej ravno to se mi zdi, da je en tak lep zaključek današnjega pogovora, da morda nagovoriva kakšno žensko na drugi strani, da ni nič narobe, če danes perilo ne bo zloženo, lahko je tudi jutri, ne, pa tudi, če se bo samo golaž iz skrinje pogrel za kosilo, bo v redu, ne. Pa ja, pač treba si res malo prilagoditi stvari. S tem, da po drugi strani pa res ni potrebno, da pa vedno ješ samo golaž iz skrinje, ne. Zdaj pa si vzameš čas. Zdaj tudi to lahko z otroci kuhaš, pa lahko, ne vem, greš ven ali pa tako, no. Spet na kakšne pogoje imaš, no. Tukaj je res so nekatere ženske, ki nimajo teh pogojev, ki bi strašno rade se posvetile službi, pa se ne morejo. Ne? Ali pa obratno, ki pač morajo biti veliko v službi, zato da preživijo otroke. Tako da ni vedno vsem lahko. No? Tako da včasih, ko poslušamo tiste, ki so uspešne in ki jim gre vse z lahkoto, potem si mislijo tiste, ki jim pač mogoče ne gre tako z lahkoto, da je z njimi nekaj narobe. Ne, pač življenje nas različno pelje. Ne? Eni imamo srečo tukaj, eni imajo srečo tam, tako da nihče pa ni tak, da ne bi imel svojega križa. Točno tako in spet se bova vrnili k besedi vztrajnost, ne? Da v vsakem primeru je vztrajnost lahko velikokrat dobra rešitev ali pa vsaj korak bližje k rešitvi, ne? Če znamo mečkano počakati in biti vztrajni. Sigurno je to pa, da si znamo tudi poiskati pomoč in sigurno smo zdravniki in ginekologi tisti, ki ženskam lahko pomagamo. Tako da jaz sem vedno za to, da pridejo, da poiščejo pomoč, da napišejo, da vprašajo, da nas poiščejo magari tudi preko interneta.
danes smo dosegljivi na različnih frontah. Res je. Nataša, najlepša hvala, ker si prišla, ker si bila moja gostja. Čim več zdravih in luškanih dojenčkov ti želim in seveda varnih, prijetnih nosečnic. Ja, hvala lepa tudi vsem vam.